Dober dan, iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Ob obletnici JBTZ so se ponovno srečali J, B, T in Z. Ozračje je bilo prijateljsko in sproščeno, vsaj na videz. Mimogrede so seveda spregovorili tudi o aktualnih temah. Denimo o medijih. Gospod Zavrl, pred nekaj minutami je razmeroma slabo ocenil stanje medijev danes, tudi v kontekstu vašega skupnega boja pred 19 leti, kako bi vi to ocenili? Najprej moram reči, da je gospod Zavrl tako ali drugače solastnik številnih medijev v Sloveniji in stanje bolje pozna od mene. In seveda o komuniciranju z javnostjo v primeru Sova. Kako pa ocenjujete komuniciranje vlade v primeru Sova? Se mi ne zdi preveč profesionalno. Se mi zdi, da bi vlada morala, tako kot jaz poskrbim na pristopu za to, da naše interne stvari ostanejo pri nas in da je naša storitev za trg čim boljša. Mislim, da bi vlada morala tudi tako ravnati, narediti, počistiti v Sovi, kar je za počistiti, arhive in ostalo, in potem to naenkrat povedati in, rekel, zapreti zgodbo, kot se reče. Počistiti je treba torej arhive, morda kaj neprijetnega pobrisati. In kakšno oceno si je v primeru Sova vlada zaslužila za svoj PR? Ja, to bi bila pa ena taka, recimo, +2, no. Ampak to še ni vse. PR-ovec Franci Zavrl je za vest ocenil tudi prvega vladnega človeka za stike z javnostjo, Valentina Hajdinjaka. On se mi zdi pa danes izjemno lepo oblečen. In tudi, kako bi rekel, težko bi ga zamenjal za varnostnika, no? Ima tako intellectual look. Takle imamo. Sicer pa je Franci Zavrl na srečanju pokazal tudi smisel za zgodovinski spomin. Tako dejstvo so, da sem jaz bil zaprt in da Kučan nikoli ni bil zaprt. Trenutek, dragi Franci, ne obračaj se na balanci. Naj spomnimo, leta 1988 so bili ob aferi JBTZ zaprti Janez Janša, Ivan Bošner in David Tasić. Tedanji urednik Mladine Franci Zavrl pa se je na procesu proti četverici branil s prostosti. Janez Janša pa se je preteklosti spomnil v nedavnem govoru ob 25-letnici Nove revije. Poseben poudarek je namenil nastopu Milana Kučana leta 1988 v Tacnu. Na koncu se čuti nekaj slovenskih pisateljev in njim pridruženih članov pristojnih za to, da napišejo novo ustavo. Tu gre za tipično meščansko ustavo, ki je slabša od Ćosićeve, kajti Ćosićeva je sicer meščanska, ampak ostaja z eno nogo znotraj socializma in znotraj Jugoslavije. Ti naši pa ne govorijo niti o Jugoslaviji, niti o socializmu, niti o osvobodilni fronti. Ampak govorijo o naravni pravici slovenskega naroda, da si izhajajoč iz neodtujljivih pravic človeka naredijo družbo po svoji oziroma po Bučarjevi meri. In potem nadaljuje, mi pravzaprav politične kulture nimamo in če se to fašistoidno maniro, ki se kaže skozi omenjeno pisanje, skozi topotanje na javnih tribunah v Cankarjevem centru, če tega ne bomo obrzdali, se lahko zgodi, kar se je zgodilo v Nemčiji leta 1931. V Cankarjevem centru. Minister Gregor Virant je predstavil predlog o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Plačna reforma je pred vrati in praktično vsi bodo na boljšem. Jupi, vsaj tako se zdi. Pomeni, da pridobivajo mladi sodniki. Sodniki v prvih letih kariere, da postaja plača bolj zanimiva na vstopu, torej da bo plača bolj zanimiva za tiste, ki se odločajo, ali bodo vstopili v sodniško kariero ali v kakšno drugo kariero. Sodnikov bo torej več, in to mladih. Pomembne pa bodo tudi izkušnje, saj bodo, kot napoveduje Virant, plačani po učinku. Zakon določa, da je del plače sodnika odvisen od delovnih rezultatov, od delovne uspešnosti. In moram posebej poudariti, da je ta del zakona sedaj sodno vejo oblasti usklajen. Tega je, da bodo sodniški zaslužki boljši, če bodo sodniki delali več in bolje. Dvignile pa se bodo tudi druge plače. Recimo v kulturi, v socialnem varstvu, v zdravstveni negi, na RTV Slovenija in še na nekaterih drugih dejavnostih. Pa tudi ministru se bo plača nekoliko dvignila. Moja plača
Bom zaračunal. Delovna doba, se pravi, koliko delovna doba je toliko, 2,8, mislim. Moja plača se bi znižala nekje za 100%, to je nebistveno. Eden redkih, ki naj bi bil na slabšem, je prav predsednik vlade. Predsedniku vlade se bo za januarjem naslednje leto plača znižala za približno 5%. Vlada je tudi kadrovala. Andrijano Starina Kosem so razrešili z položaja članice nadzornega sveta kapitalske družbe in namesto nje imenovali Borisa Zupančiča, ki ga je prav Kosmova zamenjala na delu. Morda bo poslej medijski prostor bolj uravnotežen. Tudi vas skrbi stanje medijev v Sloveniji? Glede na to, da vsi mediji vsak dan strašno na vseh straneh hvalijo vlado, me zelo skrbi. Na kratko, Borut Pahor je potrt, ker vladna koalicija ni podprla Darje Lavtižar Bebler. Niso samo dobre novice, so tudi slabe novice. Moramo tudi njih omeniti in to z žalostjo in zaskrbljenostjo. Naša kolegica Darja Lavtižar Bebler ni dobila potrebne večine za izvolitev za podpredsednico državnega zbora. Časi partnerstva so očitno že precej oddaljeni. Še kultura? Ding, 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 ding. Komentar dneva o slovenski rokovski koncertni sceni, taksist Marin. Dobro večer. Sinočni koncert Mike, Diki Bihardijev pa Poljske malce v Ljubljanskem Media Parku je bil pač en tak dogodek, na katere ljudje moje generacije prihajajo kot na neko dobro žurko s starimi prijatelji. Pričakovanja so minimalna, bistveno je druženje. Predvsem sem bil presenečen nad številčnostjo publike, ki je bila pripravljena plačati 18 evrov za karto. Prepričan sem zaradi starosti publike, da tudi ogromno njih prvič gledal Majke, prvič videl Diki Bihardije in Poljsko malco seveda. Žalostno in moteče je pa, da te publike ni na številnih rock'n'roll koncertih, ki jih zdaj že čisto obubožani promotorji organizirajo iz čistega entuzijazma, z minusom totalnim, na Metelkovi ali v Porto baru. Tam nove Majke, novi Diki, nove na koncu Nirvane iščejo svoje mesto pod soncem. Zato vas ob tej priložnosti vabim, predvsem mladino seveda, da prisluhnete zvokom iz vogala. Tam nešteto rock'n'roll skupin čaka, da jih odkrijete in jih podprete. Pridružite se ritmu našega plemena. Fukat nagi! Še vreme, na jugovzhod bo pihal rahel severozahodnik. Hvala lepa za vašo pozornost, bile so to Vesti na vesti iz ljubljanskega studia 136, nasvidenje.